Živijo. A vas zanima, zakaj ena terasa iz sibirskega macesna zdrži 5 let, druga, ravno tako iz sibirskega macesna, pa tudi do 20 let? Stroki oziroma lasarjem so stvari kristalno jasne. Trgovci pa nimajo tehničnega znanja, da bi povedali, zakaj pride do takšne razlike. In razlika je v resnici v izbiri materiala, v gostoti lesa, če smo bolj natančni. Pa bomo šli zdaj v detajle. Kar pa imamo. Deska, ki jo vidite na sliki, se prodaja po 20 evrov kvadratni meter. Tale deska, ki jo pa zdaj vidite na sliki, se prodaja po 44 evrov kvadratni meter. Kakšna je razlika med njima? Torej, zgornja deska je iz lesa, ki je rastel zelo verjetno na plantaži. Zdaj, ta deska že malo posivela, tega ne gledati, no, ker je že nekaj časa na dežju. Ampak kar vam hočem povedati, če pogledate letnice, koliko na gosto so postavljene. Letnice pomenijo, vsaka letnica se naredi eno leto, ko drevo raste, in tiste temečkane, temnejše so zimske. In tam, na teh zimskih letnicah je les bolj odporen, ker po zim raste počasneje in je tam gostota večja. Tudi napetosti je tam manj. In če je les rastel na plantaži, pomeni, da je rastel hitrejš, da je več letnega lesa, da je deska sama po sebi redkejša, posledično lahko noter zaide več vlage in omogoča boljše pogoje za plesen, za glive, ki se pač z lesom hranijo. Posledično ta deska struhni zelo hitro. Druga varianta, se pravi pri spodnji deski, je pa ta prav sibirski macesen, ki ima tudi poreklo Sibirija, ne samo, da se mu reče sibirski macesen, ta ima pa zelo goste letnice. Pomeni, da je skozi celotno obdobje rasti rastel v relativno hladnih pogojih. Pomeni, da so, če lahko karikiram, ene letnice bolj zimske, druge pa manj zimske, ampak vse so nekako goste. Les, ki ima takšno rast, je manj dovzeten za razpoke, manj je dovzeten, da ga napadajo kakšne plesni, glive, manj ima vse mikroodprtin, mikropor, kjer bi se zadrževala vlaga, ki povzroča trohnenje in je idealna kombinacija za nastanek plesni spet, recimo, ali pa drugih škodljivcev. Če povzamem, ta les je zaradi tega bistveno bolj obstojen. Ampak kljub temu sta oba dva sibirska macesna. Zato je treba zelo pozorno pogledati, ko se odločate, kakšen les boste dali, ne vseh sibirskih macesnov metati v en koš. Ker imamo dve vrsti, ki se razlikujeta po ceni in posledično po kvaliteti in poreklu. Torej, ta prav sibirski macesen je kljub temu, da je v osnovi bistveno dražji, na dolgi rok še vedno cenejši. Zakaj? Ker zdrži lahko tudi več kot še enkrat dlje. In pri montaži količina dela, a vgradimo enega ali drugega, je vedno enaka. Torej, na koncu izdelku resnic iz božjega macesna ni dvakrat dražji. In kadar vam sosed reče, da je teraso iz sibirskega macesna menjal po 5 letih, zdaj veste zakaj. Hvala, se vidimo naslednjič. Čau, čau!